prihodom hibridnega Clia so pri Renaultu zaključili zgodbo. Ob že znanih in klasičnih bencinskem in dizelskem pogonu ter tudi plinskem pogonu še vse hibride. Torej, 100% električni avto, priključni hibrid in pa običajni hibrid. Kakšne so razlike in kako ti hibridi delujejo, pa je najbolje, da za Renaultove hibride vprašamo pač Renaultove strokovnjake. Pred nami imamo pogonski sklop priključnega hibrida in pa hibrida, ki je sestavljen iz termičnega motorja 1,6 16-ventilskega. Potem imamo na drugi strani glavni električni motor in pa med glavnim električnim motorjem in pa atmosferskim motorjem imamo tudi večnamenski hibridni menjalnik. Na večnamenskem hibridnem menjalniku pa imamo še en elektromotor, ki ima več funkcij, in sicer funkcijo zaganjača, funkcijo generatorja visoke napetosti, potem funkcija dodajanja moči, kadar jo najbolj potrebujemo predvsem pri prehitevanju, se pravi, ko damo kickdown, in pa sodeluje še pri uravnavanju sinhronizaciji prestavnega razmerja med električnim, se pravi, motorjem in pa termičnim motorjem. Izpostaviti velja trenutno pomoč pri prehitevanju. Torej, če bi rekli, Clio na termičen motor in pa električen motor ima 140 konjev. Ko pa damo kickdown, pa prištejemo še 20 konjev, tako da jih imamo 2 do 3 sekunde 160 konjev. Če pa tu gledamo pri priključnem hibridu, je pa to 34 konjev. Torej pomeni, da jih imamo 160 plus 34, da imamo 194 konjev, 2 do 3 sekunde. Zaradi takojšnje moči in navora pri vožnji na elektriko imajo nekateri vozniki oziroma predvsem potniki težave s slabostjo. Če so neskončnostopenjski in CVT menjalniki ter klasični robotizirani z dvojno sklopko uspešni ob sodelovanju s termičnimi motorji, želena sinergija z električnim motorjem še ni dosežena. Tudi zato Renault poskuša s povsem novim menjalnikom in se naslanja tudi na tehnologijo iz Formule 1. Renault se je odločil za eno popolnoma novo zadevo. V ta hibridni prenos je vložil 150 patentov iz sveta Formule 1. In sicer posebnost tega našega večnamenskega hibridnega menjalnika je predvsem ta, povezava med motorjem in menjalnikom ni več preko sklopke, se pravi pogonsko gred od menjalnika povezano in na vztrajnik motorja. In pa druga pogonska gred, ki je direktno povezana z električnim motorjem. Torej imamo dve vhodni gredi, ena vhodna gred z elektromotorjem in ena vhodna gred, se pravi brez sklopke, z termičnim motorjem. In kaj je še značilno? Značilno je to, da imamo tukaj noter zobniški sistem prenosa in imamo dve prestave preko zobniškega sistema, ki so povezane z elektromotorjem, in 4 prestave zobniške, ki so povezane, se pravi, z termičnim motorjem. Torej jih imamo 6, 4 termika, 2 elektrika v vožnji, se pravi, se pa to kombinira elektrika in termika in imamo lahko do 12 kombinacij prestavnih razmerij med vožnjo. Glede na doseg, ki ga omogoča priključni hibrid, bi se teoretično v službo četanju dalja na več kot 30-40 km od doma, vmes se pa lahko zgodi nekaj nepričakovanega. Kaj? Če se vozimo res na elektriko daljše obdobje, to pomeni 3 mesece in v tem 3 mesecih ne porabimo, se pravi 10 litrov bencina, torej nam je že res to gorivo zastarelo. Takoj, ko je prilika, torej samo speljamo na elektriko, potem pa se takoj aktivira termični motor, da bi termični motor porabil količino goriva. In bi nas s tem prisilil, da natočimo spet novo gorivo noter, saj 10 litrov. Ampak tale elektronika ni tukaj samo zato, da nadzoruje staranje goriva. Ima še eno drugo zelo pomembno funkcijo. Pred nami je en kup enih določenih merilcev, ki spremlja atmosferski tlak, potem tlak v tokokrogih in pa tlak v samem rezervoarju in skrbijo, da ta tlak ne preraste določeno vrednost. Ampak če se v posodi za gorivo nabere preveč tlaka, obstaja verjetnost oziroma je nevarno takoj odpreti posodo za gorivo. Tega se pravzaprav niti ne da. Odpiranje posode, kjer točimo gorivo, ni več dovoljeno v vsakem momentu, ampak imamo to nadzorovano preko elektronskega sistema.
Torej, da noter v samem rezervoarju ne vlada več nadtlak, ampak imamo tlak, ki je enak atmosferi. In zato skrbi, se pravi, ta elektronski sistem, ki je zadolžen za nadzor tlaka v rezervoarju. Posledično se vrat posode goriva ne da več odpreti po znanem postopku, s pritiskom na vratca tako prepreči, da bi prehitro odvili pokrov posode za gorivo, kjer bi morebitni prevelik tlak lahko silo udaril iz nje. Za konec lahko ugotovimo, da razvoj hibridov, pa četudi so po zaslugi Toyote z nami že več kot 20 let, še ni končan. Žal nam je tokrat korona preprečila, da bi vam Renaultove hibride pokazali tudi ob vaši prisotnosti na tehnični delavnici, a brez dvoma bodo še priložnosti. Iz dneva v dan se namreč rojevajo nove kombinacije in tehnične rešitve, ki prispevajo k še učinkovitejšim pogonskim sklopom, tudi hibridnim, seveda.